Ja, lep pozdrav vsem skupaj, tudi v mojem imenu in pa v imenu mojih kolegov, soavtorjev iz Zavoda za gozdove Slovenije. Danes smo že slišali, da je Slovenija gozdnata dežela in da je gozd en glavnih ali pa pomembnih elementov slovenske krajine. Seveda je pa gozd tudi pomemben, v bistvu dejavnik pri vseh izzivih, s katerimi se srečujemo na področju podnebnih sprememb. Zdaj, podnebne spremembe so dejstvo in tudi dejstvo je, da pomembno vplivajo na nas, na naše življenje in pa tudi na naše gozdove. Problem je, da nekih zelo jasnih napovedi podnebnih sprememb niti nimamo. Tukaj je precej neke negotovosti, predvsem v tem, kako napovedovati neke stohastične procese, neke te ekstremne dogodke, in to v bistvu povečuje to negotovost, s katero se gozdarji pri upravljanju z gozdovi soočamo, hkrati pa tudi v bistvu odzivi gozda na podnebne spremembe še niso dovolj raziskani in tukaj bi lahko rekli, da na neki način imamo opravka z tako veliko negotovostjo. Zdaj, kljub vsemu nekaj o vplivih gozda oziroma podnebja na gozd vemo, se pravi, podnebne spremembe delujejo na gozd različno, ene težje zaznamo, se pravi, takšne so recimo spremembe rastiščnih razmer ali pa spremembe konkurenčnih razmerij med posameznimi vrstami, spet druge so take dramatične, ki jih prepoznamo takoj oziroma nas tudi skrbijo. To so predvsem ujme in ena taka ujma, če se jo spomnimo, je tudi naše gozdove v letošnjem letu kar dobro zaznamovala. To so bili vetrolomi in pa poplave sredi poletja. Zdaj, da se lahko soočimo s vsemi temi izzivi, ki jih podnebne spremembe prinašajo, na neki način moramo seveda dobro poznati stanje gozdov in v okviru načrtovanja, ki je v Sloveniji velika tradicija, se zbira ogromno enih informacij o gozdu, na podlagi katerih se potem odločamo tudi v bodoče, kako bomo z gozdovi gospodarili. Zdaj, v nadaljevanju bi vam predstavil stanje gozdov skozi nekaj teh kazalcev, vseh seveda ne morem, ker če ne bom izkoristil ves čas samo za to. V nadaljevanju potem bi pa se tudi skušal nekako pojasniti, kako se gozdarska stroka z upravljanjem sooča ali pa skuša prilagajati na podnebne spremembe. Zdaj, o površini smo že nekaj rekli, površina gozdov se je v zadnjem stoletju povečala in od leta, recimo tam po letu 2010, na neki način se je ustalila pri 58% oziroma 1,2 milijona hektarjev. Tam nekje se sučemo vse skozi, tako da imamo zdaj neko stabilno površino gozdov, s katero tudi upravljamo. Sama površina seveda ni dovolj, pomembno je, da tudi poznamo raznovrstnost rastišč pri samem upravljanju in Slovenija ima veliko pestrost gozdnih tipov. Pri samem upravljanju z gozdovi na neki način razlikujemo in pa pri naših ukrepih upoštevamo značilnosti preko 80 različnih gozdnih tipov. Je pa res, da klimatske spremembe na neki način vplivajo tudi na spremembo teh gozdnih rastišč. Se pravi, večinoma so to neke bolj počasne spremembe, niso tako dramatične, ampak nekateri napovedni modeli, neke analize kažejo, da lahko do konca stoletja pričakujemo tudi kar znatne spremembe v razporeditvi in pa številu rastiščnih tipov v Sloveniji.
Nadalje, pomemben znak za gozdarje je seveda lesna zaloga in pa prirastek, ki kažete na neko produkcijo gozdov. Lesna zaloga in pa prirastek se vse skozi krepita in sta danes nekje, se pravi, lesna zaloga se suče nekje okrog 400, mogoče malo nad 400 kubikov na hektar, prirastek pa nekje okoli 7,5 kubikov na hektar letno, se pravi, da nam letno približno 7,5 kubikov lesa na vsak hektar priraste. To nas v primerjavi z drugimi državami v Evropi uvršča nad evropsko povprečje, recimo da v zgornjo tretjino. Poleg same lesne zaloge seveda je pomembna tudi zgradba gozdov. Zgradba pomembna je zaradi stabilnosti gozdov, Naši gozdovi izkazujejo večinoma neko malo površinsko raznomerno zgradbo ali pa malo površinsko enomerno zgradbo. To pomeni, da se nam različne razvojne faze gozdov prepletajo na manjših površinah, tam nekje do 2 hektara. Seveda imamo pa tudi površine, ki so enomerne, veliko površinske enomerne in te pa nam na nek način predstavljajo za gospodarjenje tveganje in jih v bodoče želimo spreminjati v bolj ugodno zgradbo. Če pogledamo debelinsko strukturo slovenskih gozdov, lahko ocenjujemo, da je večino gozdov takih, kjer prevladujejo drevesa nad 30 centimetrov. Kljub ujmam v zadnjem desetletju se nam delež debelejših dreves še vedno povečuje, in tudi ta povečevanje deleža debelejših dreves iz vidika recimo ekstremnih vremenskih dogodkov lahko predstavlja določeno tveganje. Mladega gozda imamo malo, okoli 4%, ampak ta delež se bo verjetno zaradi vseh površin ogolelih, ki so nastale v preteklih ujmah in pa tudi zaradi v bistvu aktivne obnove v prihodnjem desetletju nekoliko povečal. Potem, če pogledamo drevesno sestavo slovenskih gozdov, prevladujeta bukev in smreka, sledijo jelka, bori, hrasti in pa ostali listavci. Delež smreke se nam stalno zmanjšuje, delno zaradi napada podlubnikov, delno ali pa predvsem pa tudi zaradi tega, ker je naše gospodarjenje orientirano proti rastišču primernim drevesni sestavi in potem pri rečenjih takšne vrste tudi ne pospešujemo oziroma pospešujemo nekatere druge vrste. Zdaj, če bi pogledali še drevesa, ki nam uraščajo čez meritveni prag 10 centimetrov, takmu kazalniku pravimo vrast, nam daje boljšo sliko o tem, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Lahko ugotovimo, da nam iz gozdov na nek način izginjajo bori, jelka, macesen in pa tudi hrasti, kar v bistvu je en dober signal potem tudi zato, da v bodoče te vrste z našimi ukrepi lahko tudi pospešujemo. Zdaj, eden pomembnejših kazalcev stanja gozdov je pomlajevanje gozda. In v Sloveniji lahko ugotovimo, da se nam več kot 90% površin gozdov pomlajuje po naravni poti, kar lahko rečemo, da naši gozdovi izkazujejo veliko samoobnovitveno sposobnost. Z neko intervencijo, sadnjo ali pa setvijo se v bistvu intervenira zgolj na tiste površine, kjer je pomlajevanje oteženo. To so recimo ogolele površine po sanaciji ujem ali pa nekatere površine, kjer v bistvu je naravna obnova mogoče počasna, da so rastišča tudi taka, oziroma tam, kjer hočemo z dopolnilno sadjo spremeniti
drevesno sestavo oziroma ukrepiti habitat z plodonosnim drevjem, ki je pomembno za nekatere živalske vrste. Če pogledamo kazalce zdravja in pa vitalnosti gozdov, eden takih pomembnejših kazalcev, ki ga spremljamo, je sanitarni poseg. V zadnjih 10 letih smo bili priča številnim dogodkom, vremenskim, ekstremnim in pa tudi gradacijam, predvsem podlubnikov, tako da je bil ta sanitarni poseg visok, ocenjujemo nekje okrog 50% ali pa še celo malo več letnega poseka, ki znaša nekje 5,1 milijon kubikov v povprečju. Zdaj, glavni razlog so bile ujme. Vemo, da so naše gozdove že v letu 2014 smo imeli en velik žledolom, potem leta 2018 vetrolom, lansko leto se spomnimo požara na Krasu, ki je bil medijsko tudi zelo izpostavljen, letos polet vetrolomi in pa poplave. Zdaj, problem je, da je te dogodke zelo težko napovedovati, zato je potem ta naš odziv, moramo biti stalno nekako pripravljeni na to in se moramo na take dogodke tudi odzivati. Zdaj, ponavadi je tako, da ko neke ujma prizadene malo močneje gozdove, recimo se nam potem v naslednji fazi pojavljajo škodljivci, se pravi predvsem lubadar, in tudi z vidika lubadarja smo imeli potem v letu po ali pa v letih po posameznemu ekstremnemu dogodku kar velike gradacije podlubnikov. In te nam potem tudi spreminjajo tako strukturo gozdov, kot na nek način tudi drevesno sestavo. Če pogledamo še en kazalec biotske raznovrstnosti, lahko ugotovimo, da so naši gozdovi vrstno pestri, da izkazujejo visoko stopnjo ohranjenosti. To lahko potrdimo z večjimi kazalci. Eden je ohranjenost drevesne sestave gozdov, kar 72% gozdov bi lahko rekli, je relativno dobro ohranjenih. Imamo pa tudi gozdove, se pravi, ki so slabše ohranjeni, to so predvsem zasmrečeni gozdovi, in te z vidika klimatskih sprememb seveda predstavlja neko tveganje pri gospodarjenju z gozdovi. Potem je zelo pomembno, ali pa se na nek način ta ohranjenost odraža tudi v deležu zavarovanih gozdov. Ponavadi zavarujemo tisto, kar je naravno, kar je z vidika varstva narave pomembno, in z tega vidika lahko tudi na spodnji preglednici vidimo, da imamo v Sloveniji kar veliko gozdov na tak ali pa drugačen način vključenih v neke varstvene režime. Potem naslednje je analiza stanja in habitatov, stanja vrst in pa gozdnih habitatnih tipov, ki se izdeluje v okviru Nature 2000. Stanje habitatov lahko ocenjujemo za kar zgledno, je pa nekaj težav predvsem pri stanju vrst specialistov, ki so vezane na neke posebne razmere. Potem pa na nek kazalnik, ki ponazarja biotsko raznovrstnost, je tudi delež odmrlega lesa. Danes je bil ta kazalnik že večkrat izpostavljen. Zdaj, v slovenskih gozdovih imamo približno v povprečju 21 kubikov na hektar odmrlega lesa, kar predstavlja nekje okrog 7% lesne zaloge, in to nas uvršča kar visoko na lestvico evropskih držav. Tako malo za primerjavo se zmeraj dobro pogledati v luči držav, sosednjih držav ali pa evropskih držav, in tukaj smo recimo kar visoko na lestvici. Zdaj, če povzamem še nekatera tveganja, ki se nam pojavljajo, izpostavil bi invazivne tujerodne vrste. Te vrste se zlasti
v zadnjem času pojavljajo ali pa zasedajo gole površine, ki so nastale po različnih ujmah ali pa tudi po spravilu podlubnikov, so zelo agresivne, onemogočajo naravno pomlajevanje, tako da to je grožnja, ki se jo moramo zavedati. Spreminjanje habitatov, to je lahko posledica na nek način spremembe klime, ali pa tudi človekovih vplivov, pa spremenjeno okolje bi lahko rekli za vrste specialistov, ki potrebujejo na nek način neke posebne razmere, ali je to povečana lesna odmrla biomasa, ali so to neke mirne cone oziroma delež starejših gozdov, tako da to predstavlja iz vidika biotske raznovrstnosti neko grožnjo, ki jo moramo potem tudi upoštevati. Zdaj, stanje nam pove, da ali pa klimatske spremembe, bom rekel, vplivajo na gozdove in zato se mora gozdarska stroka na te vplive odzvati, in pa z gozdovi gospodariti tako, da bodo ta tveganja pri gospodarjenju ali pa upravljanju gozdov, če rečem bolj širše, čim manjša. Zdaj, pomemben okvir se mi zdi, da za prilagajanje podnebnim spremembam, smo že tako, podnebnim spremembam predstavlja en niz načel ali pa pristopov, ki jih pod nekim skupnim imenom lahko nazovemo kar Slovenska gozdarska šola ali pa utemeljujejo pristop, ki ga imamo v Sloveniji. Pomembno načelo je adaptivno upravljanje, se pravi, ki nam omogoča, da se z našimi ukrepi v prostoru in času prilagajamo konkretnim razmeram, načrtovanje, načrtno gospodarjenje. Tukaj imamo v Sloveniji bogato tradicijo in imamo hierarhično zasnovan sistem gozdarskega in pa lovskega načrtovanja, kar omogoča neko usmerjeno delovanje stroke. Sonaravni pristop, se pravi, ki temelji na naravnem pomlajevanju in pa upoštevanju naravnih procesov v gozdovih. Trajnost vseh funkcij, se pravi, ne samo lesne funkcije, pač pa tudi okoljskih in pa socialnih vlog gozda. Usklajevanje različnih interesov v gozdu, potem ekosistemski pristop. Tukaj je Slovenija v bistvu izjema v Evropski uniji, javna gozdarska služba načrtuje tako upravljanje živalsko kot rastlinsko komponento. To v bistvu je pač nek inštrument, s katerim lahko te odnose med gozdom in divjadjo tudi na nek način usklajujemo. In kot je že Gal omenil, v zadnjem desetletju lahko rečemo, da smo se tega problema resno lotili in tudi z nizom ukrepov v načrtih ta odnos spreminjamo. Potem pa posebnost slovenskega gozdarstva je pa tudi ta, da je varstvo narave in pa ohranjanje biotske raznovrstnosti na nek način vgrajeno v samo delo z gozdovi. Zdaj pa, seveda, ta koncept nam daje neko osnovo, potem pa ga je treba glede na situacijo prilagajati in tukaj imamo dve strategiji. Strategijo blaženja, ki zmanjšuje hitrost in pa obseg podnebnih sprememb, in pa strategijo prilagajanja, ki vključuje en niz različnih ukrepov, s katerim znižujemo tveganje pri gospodarjenju z gozdovi. Samo na hitro bom povedal, ker me čas preganja, nekaj ukrepov, se pravi strategija blaženja, ohranjanje gozdnih površin, zagotavljanje ponorov ogljika tako v gozdu kot v gozdnih tleh in pa raba gozdno-lesnih sortimentov. Te stvari morajo biti med sabo usklajene in pa vse to mora biti usklajeno tudi z drugimi sektorji, drugače lahko pride do raznih konfliktov. Potem
Za prilagajanje je pomembno, da imamo ustrezno zgradbo gozdov. To ustrezno zgradbo gozdov pa oblikujemo z načrtnim obnavljanjem gozdnih sestojev. Potem krepitev odpornosti gozdov. Tukaj bi izpostavil rečenja in pa intervencije, ki jih z rečenji lahko vplivamo na gozdne sestoje, se pravi, z rečenji pospešujemo rastni prostor, lahko ustvarjamo boljše dimenzijsko razmerje, zmanjšamo konkurenčnost med vrstami in pa iz gozdov tudi odstranjujemo oslabele osebke, ki so lahko žarišča za nek razvoj gradacij raznih škodljivcev. Potem strategija prilagajanja drevesne sestave. Tukaj bi lahko rekli, da imamo 3 linije. Eno je naravna obnova, s katero zagotavljamo naravno pestrost tako na vrstni kot genetski ravni, potem intervencije za sadnjo, s katero lahko na nek način vplivamo ali pa izboljšujemo rastišču primerno drevesno sestavo ali pa tudi vključujemo nekatere vrste iz drugih rastišč, za katere na nek način lahko predvidevamo, da bodo na teh rastiščih konkurenčne v naslednjem obdobju, ko se bodo klimatske in pa rastiščne razmere spremenile. In pa intervencija tudi z tujerodnimi vrstami. Tukaj bi izpostavil, da v Sloveniji pač se tega ukrepa zaenkrat ne poslužujemo, imamo neke testne objekte za to, ampak v bodoče, ko nam zmanjka vseh argumentov, je pa to tudi lahko ena rešitev, ki jo je pa treba jemati zelo previdno, no, da tako rečem. Potem hitra intervencija v primeru ujm in pa krepitev biotske raznovrstnosti kot en pomemben ukrep za zmanjševanje tveganj pri gospodarjenju z gozdovi. Zdaj, če zaključim, naši gozdovi so v primerjavi z ostalo Evropo dobro ohranjeni, izkazujejo veliko biotsko pestrost in pa imajo velik samoohranitveni potencial. Seveda to ni samoumevno, to je delo v bistvu več generacij gozdarjev. S sonaravnim pristopom smo začeli 60 let ali pa 70 let nazaj in to je pač neko delo, ki ga je treba ceniti. Podnebne spremembe nam gozdove spreminjajo, hkrati pa se nam tudi povečujejo tako potrebe recimo lastnikov gozdov, kot pa tudi zahteve družbe do gozda, in to gozdarstvo postavlja v en zelo zahteven položaj. Za zaključek bi rekel, da lahko obvladujemo te zahtevne izzive, je sigurno potreben aktiven pristop pri upravljanju z gozdovi, ki je usmerjen v posamezne cilje gospodarjenja. To niso zgolj lesnoproizvodni cilji, ampak morajo biti te cilji tako usklajeni med sabo, da zagotavljajo vse dobrine, ki jih od gozda pričakujemo. Zato je pomembno, da vse ukrepe izvajamo v gozdovih, da izvajamo nego, da izvajamo tudi sečnjo, da temeljimo na naravnem pomlajevanju in pa da z ostalimi deležniki v gozdnem prostoru vodimo nek dialog, hkrati pa tudi z gozdarskim svetovanjem krepimo zavedanje in pa prenašamo znanje na lastnike gozdov, ki dejansko z gozdovi tudi gospodarjajo oziroma izvajajo te ukrepe, ki so predvideni z gozdno-gospodarskimi načrti. Zdaj mogoče še ena sporočila za politiko. Gozdarska zakonodaja je zelo regulatorna. Takšna zakonodaja včasih ne omogoča hitrega prilagajanja na trenutne situacije, zato bo mogoče v bodoče treba razmišljati o večji fleksibilnosti. Poudaril bi, da so vlaganja v gozdove izjemno pomembna, vlaganja v nego, vlaganja tudi v druge okoljske ukrepe in pa spremljanje teh ukrepov. V zadnjem obdobju smo v bistvu
imamo kar nekaj finančnih virov, ampak za vse potrebe bo pač teh virov potrebno zagotoviti še več. Bi pa povedal, da so vsa ta vlaganja v gozdove morajo biti razumljena kot okoljski ukrepi, a ne? Prispevajo k blaženju podnebnih sprememb. Se pravi, usklajevanje različnih vidikov rabe gozdov in pa izpostavil bi v končni fazi povečevanje raziskav tako na področju se pravi razvoja gozdov, vpliva podnebnih sprememb in pa tudi preverjanja ukrepov, kako smo bili učinkoviti. Toliko, hvala.